Hej, 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 draga družba, Isto Gartner razmišlja na glas. Ja, tokrat se dajmo lotiti zelo glasne debate, zelo glasne in odmevajoče norije, ki je obsedla vse ženske v Sloveniji in sicer zdaj že zelo kontroverzna in ikonično kultna v nasprotnem smislu. Izjava našega prijatelja Dina Hajderovića, ki je ženske prepričeval, da tista, ki je stara nad 30 let, je za pogreb, je torej za prerani grob, je torej takšna, da moške ne zanima več, ker je njeno telo posušeno, uničeno in skratka nevredna greha in ničesar ne. Zdaj na samem začetku moram Dinota vendarle zagovarjati, ker je poznam ga osebno in je zelo fajn fant, veliki provokator, ki seveda večkrat pove namerno kaj tako, da dvigne prah. In tudi tokrat sem prepričan, da je bilo tako, ker v teh podcastih, ko ti gostuješ, nekako se toliko sprostiš, ker je tako po domače, ker to ni televizija, da pozabiš, da se snemaš, dejansko pade na gostilniško debato, beseda da besedo, voditelj te sprovocira in ti dejansko zineš par stvari, ki jih mogoče v resnici niti ne misliš. Ampak ta obsodba Dinota, ki so ga pribili na križ, kot da je nekoga ubil, je vendarle prehuda, da naj bi zdaj on bil pedofil, da je zagovarjal 15-letna dekleta in tako naprej, da so atraktivna in seksi. Ta je brezvezna, ta je pretirana in tukaj so šli tudi mediji slovenski predaleč in tudi tukaj so ga ženske pribile na križ brez veze. In Dino je dejansko malo nerodno se je izrazil, malo preveč direktno se je izrazil, ampak dejansko je Dino povzel bistvo današnjega sveta. Vi, če gledate to večno obsesijo z mladostjo, še posebej znanih ljudi, recimo, Leonardo DiCaprio, en tak primer, ko se prav delajo norca, če ženska doseže eno stopnjo starosti, pri njemu odpade, in se na ženske rekle, hej Leonardo, jaz sem 23, žal nisem več za tebe. A veš, in ta večna obsesija z mladimi dekleti, ki je tudi mnoge zvezdnike pokopala, recimo našega prijatelja R. Kellyja, pa v preteklosti Jerryja Lee Lewisa, na vse zadnje tudi Elvisa Presleyja, ki se je z prisilo zapletel, ko je bila ona stara 15, ampak takrat se o tem ni to govoril. Potem od Rolling Stonesov, Bill Wyman, če se ne motim, je bil z Mandy Smith, ki je bila takrat mladoletna, pa sta se poročila, in to ni nekako dvignilo toliko prahu, kot bi ga danes. Pa Charlie Chaplin je bil tudi znan po tem, da je padel na mlade. Torej ta obsesija z mladimi, tudi igralke hollywoodske večkrat poudarijo, da ko ratajo stare, ni več za njih vlog, ali pa igrajo samo še babice in mame in takšne in drugačne vloge. In vse te lepotice, veste, kaj morajo one vse narediti za to, da ostanejo večno mlade, da ostanejo večno aktualne, tudi pri pevkah, recimo Madonna, ona bi naredila vse, da bi bila še kar 30. In prav bizarno včasih izpade, ko proba ratati mlada, pa je to ne rata. Pa tudi ta večni eliksir mladosti, ki ga iščejo vse ženske in potem ženske, ki se grejo operirati, ki grejo na botoks, ki spremenijo cel svoj obraz, da bi ostale mlade, atraktivne, tudi v telo, ne samo v obraz. Tako da tukaj Dino ni zgrešil, če smo iskreni. On je dobro povzel to obsesijo z mladostjo in tudi moško željo po nenehni mladosti pri ženskah. Starejši, ko je moški, bolj so mu mlade všeč. A veš, več denarja, ko ima, več mladih si najde, teh tako imenovanih cash pičk, ki jim potem plačuje in so one cele srečne, da se lahko z njim in ga imenujejo tako imenovani sugar daddy ali daddy, da za njih skrbi. In to so ponad mlade punce, ki padejo na starejše ali kontra. Tako da tukaj moram stopiti na Dinotovo stran v smislu, da je dejansko, hočeš nočeš, vrhunsko povzel moderno družbo in to obsesijo z večno mladostjo. Je pa res, tako sem rekel, on malo tu pretiraval, malo preveč direktno, ta pogreb in tako naprej, tukaj je malo, ampak v svojem tem šaljivem tonu. Kar me je tukaj, bom rekel, mi je bilo fascinantno, je bil pa odziv žensk.
koliko so se one počutile napadene. Koliko so se one dejansko snemale razne skeče, kao so se hecale, ne? Mi smo že zdavni za pogreb, smo že zdavni mrtve, dejansko so bile pa prizadete in užaljene. Ne? Tukaj vidiš, tukaj sem pa zelo razočaran nad ženskami, da jih je lahko ena takšna izjava tako močno prizadela. Ne? Zdaj ženske, če ste samozavestne v svojem telesu pri 30, pri 40, pri 50, pri 60, jebim ti pri 70, 80, tako je bila Sofia Loren, tako je zdaj še kar Sofia Loren dejansko in John Collins, ne? Ki ima tam mlajše ljubimce že ohoho, ne? A veš, to me je pa šokiralo, ne? Zdaj, a to pomeni, da ste nesrečni v svojem telesu, ne? Ali da vas je Dinoti res tako močno prizadel in razumeš, vam povedal nekaj, kar niste hteli slišati, ne? Tukaj pa moram apelirati na ženske, da dajte se postaviti za sebe, pa ne na tak način, da tega, ki je to rekel, pribijete na križ, pa ga vzmerjate s pedofilom, pa ne vem kaj vse. Tukaj mi pa ni jasno pizdarija, ne? Tu mi pa ni jasna reakcija žensk, da so bile tako fejst prizadete, kot da bi zdaj, ne vem, neka bejba imela en intervju, pa bi rekla, ja, moški nad 40 so pa v kurcu in ne stoji več, to je brez veze, imajo staro kožo, pa jaz nisem fucking Gartner, pa ne more mene tvoja izjava prizadeti, bejba. Pa jaz sem cool, pizda, jaz gledam boljš, kot kadarkoli prej v mladosti, pa ne more mene tvoja izjava prizadeti, ne? In to je meni bilo zanimivo. Ne? In tukaj sem se vprašal, kje je samozavest slovenskih žensk? Ne? Kje je samozavest žensk, da jih lahko neka izjava tako močno potre? Ne? In če v zadnjem delu te moje druge epizode isto Gartner razmišlja na glas, še iskreno spregovorim o tej večni obsesiji in mladosti. Ne? Viš, to je edino pozabil, pa na kontratrend, ne? Na trend milfic in gilfic, ne? Torej, na trend žensk, starejše ko so, bolj so fukiš, bolj so zaželene, večjo imajo promocijo na porno straneh, na erotičnih straneh. Cela industrija bazira na milfah, cela industrija bazira na gilfah, torej na starejših ženskah. Ne? In večna obsesija mladega fanta je to, da si najde milfo, ne? Da si najde starejšo žensko, ki ga bo kaj naučila. Ne? A veš, cela industrija bazira na cela industrija, ogromno del industrije bazira na videih teen versus granny, ne? Torej najstnice in babice. Ne? A veš, torej gre tudi za obsesijo s starejšimi ženskami, za zrelejšo kožo, za zrelejšo postavo. Ne? Tako da tukaj je pa Dino pošteno zgrešil, ne? In se zmotil, ne? Da je samo mladost tista, ki šteje. Tudi na starost so mnogi nori in tudi starost je velik fetiš za mnoge. Ne? Zdaj pa gremo čisto iskreno v to drobovje ženske. Ne? A veš, ne? Če zdaj iz sebe izhajam, ljudje moji, ne? Pa ne mi bojo zdaj mlade punce zamerle, ne? Ampak kaj boš ti delal z 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27-letno punco? Kaj boš ti kot odrasel ded z njo počel? Vse drugega, ko seksa pa svojega telesa ti ne more dati. Pa še neizkušena je, razen če seksa že od vrtca naprej, pizda, ne? Če malo pretiravam. Ne? Torej, kaj ti taka mlada punca lahko da razen svojega telesa, razen flirta? Ne? Nič. Ne? Pa še to jo moraš ti učiti, še to jo moraš ti prepričevati, še to jo moraš ti navajati, še to jo moraš ti kazati, ti biti njen učitelj. Ne? A veš? Kaj boš s tako punco? Pokaže se z njo, pa živimo v cajtu, ko se bo folk zgražal. Ne? Vidiš, ne? Tu je še ena fora. Torej, Dino pravi obsesija z mladimi, če imaš pa tako mlado, pa gre z njo javno ven, danes nisi več frajer, ampak te bojo obsudujoče gledali. Ne? Tako da še s tem nisi nič več naredil. Ne? Še Leonardo DiCaprio, ki je velika zvezda, ne? Nič kaj dobrega ni naredil s tem, ne? Da se pojavlja s temi mladimi. Ne? Ampak hočem reči to, prava ženska za pravi seks, za strast, za norije, za perverzije, za ono, razumeš, ko zgrabi, ko točno ve, kaj dela. Tako je rekel Rocco Siffredi, poročil sem se s tisto žensko, ki mi je naredila globoko grlo in je hkrati v usta dobila še moja jajca. Ne?
Veš, ne? In to ni bila 20-letna frkla, to je bila odrasla, zrela ženska, s katero je še zdaj. Ne? Torej, ženska nad 40 let, ženska nad 50 let, ženska tudi 60 let in več. To je baba, po domače povedano. To je za zgrabi, to je za rukna, to ti da seks, pizda, stari moj. To je tisto, kar šteje pri pravemu moškemu, ne pri mulcu. Da ti zgrabiš bebo, da se ji poznajo gube, da se ji pozna celulit, da se ji poznajo leta. Ampak to ni minus, to je plus, to so leta izkušenj, to je celulit, ki je dal neki skos, to so gube, ki so dale neki skos, jebenti, ne? A veš? In intelekt rajca, prijatelji, intelekt rajca, ne telo. Lahko je ena, ne vem, 22-letna punca, pa je lepa kot angel, pa nima v glavi nič. Pa na to se ti še dvigne, ne, če si pravi dec. Come on, pizda. Pa to je otrok. To je za enega odraslega moškega, ki ima pošlihtano glavi, je to otrok. Prava baba, 40 plus. Stari moj, rock and roll, to je tisto, kar jaz govorim. Ne? In če ob koncu potegnem črto in se vrnem čist na začetek, ne? Punce moje, pa veste, pri 40, 50, 60, najboljše, najbolj inteligentne, najbolj izkušene, vse veste. Veste, kaj bi rade, veste, kaj vam paše, veste, kak se ga fafa, pizda. Veste, kaj je to analni seks. Veste, kaj je to trojček, pizda. Veste, kaj so to perverzije, veste, kak treba moškega zgrabiti, pa ga zmauziti, jebenti, ne. To je to, kar šteje in to je tisto, kar pravi moški hoče v posli in zraven sebe. In tudi bebo, ki mu ob strani stoji, ko gre njemu hudo, ko ga kaj matra, ko zna za njega poskrbeti, ko mu zna ob strani stati, ko ga zna objeti, ko ga zna potolažiti, ko mu zna kaj pametnega povedati. Ko mu v najhujših težavah točno to naredi, kar treba, ko jo nujno potrebuje ob sebi kot svojo partnerko. Mlada punca tega ne bo znala. Mlada punca se bo šla s prijateljicami igrati ven v peskovnik. Ne? Tako da ja, that's it.